Čau, družba! Evo, danes pa v živo iz slovenske obale in sicer zdajle se vam javljam direkt iz našega mirnega morja. Zdaj stvar je taka. A ste že spali v nebeški viseči mreži? Jaz tudi še ne, ampak danes bo pa to prvič. In sicer na slovenski obali sploh še nisem v bistvu takole kampiral na divje, tako da bo danes tudi tole prvič. In sem rekel s tole visečo mrežo, da naredim en ta prav test, ta pravo zgodbo in da najdem en lušten kotiček. Tako da zdaj smo v raziskovanju kotička za spat na divje na slovenski obali. Evo, raziskujem kemp, tega bomo kampiral danes in tele soline se mi danes kar dopadejo, Grejo malo bližje pohukati, da vidim, če je kakšen ta prav plec. Glej, to je pa nizka voda, Tlele bom pa res dejansko čist solo, ker res iz džetam lahko prideš, ker ima ful majčken ugriza. Iz čovna mi je pa praktično nemogoče, tako da tole bo pa res ta prav brodolom, oziroma ta pravo divinsko spanje. Sam še najdemo plec, en tak ta prav, pa smo na konju. Evo, lokacija, mislim, da je izbrana. Tlele bo lepo se naredil ogenček, to je pa res divina, Lej, tukaj gor bom jaz po moje postavil mrežo, da ko se zbudiš, gledaš na cel Portorož, pa direkt vzhod je tam, tako da bo en lep sončen vzhod, jaz mislim. Evo, prenočišče sem najdel, tole bo pa danes moja spalnica. Pod milim nebom v nebeški viseči mreži. Pač to ni noro, sem že euforičen. A ja, nisem jo še niti probal, še nisem. Tako da dele je v bistvu ta prav prvi test. Je nič, da ne bomo dolgo vezali, gremo narediti zgodbo, ker sama se tako ne bo, A ja, le to, moj parking. Noro, to je noro.
Evo, družba. Tale moj bivak v luftu je narejen. Tako da zjutraj, ko se tukaj zbudim, lej, bo klele, sem v bistvu par metrov od vode, Pa če to ni zgodba, je, ne. Lej to, vse vam ga pokažem mečkam pobliži, ampak sam prej še okolica. Jet parking je tamle, plaža je kle. Posla moja je pa danes, evo jo. Evo, družba, zdaj pa takole. Posla je pripravljena, napihnil sem jo iz tole pumpico. Vidiš, ko ima fajn žepe. Pumpica, lučke sem že zmontiral, da polka bo tema, sam pržgem še tole in bo tole zgodba. V bistvu je to Rich Light. LED trak pocelam, ko se gor na tale opne. Na powerbank se preko USB-ja fila oziroma da elektriko. Klele gor imava musko, očala, en kup ene odlogalne površine, pa najlepši razgled. Po glavnem, takole izgleda viseča mreža, za reci piši od 400 do 600 evrov, odvisno od opreme. Ta je fully loaded, se pravi, kar neka vzmetnica, imam sicer še kovter, pa vse zdaj bo že majčkeno hladno. Tole je pa v bistvu zdaj prva noč na viseči mreži, ko spiš naravnost. Me res zanima, kako je tole nebeška mreža, kakšna bo tole zgodba. V glavnem, takole je, več pa ni. Fismo, saj ne da bi hvalil, sam iskren pa povem, da tole, se pa leži noter k v postelj, in jaz mislim, da jutri me ne bo nič hrbet bolel. Ker to je zgodba. Lej ti to, pogled na morje, par metrov do vode. A ja, sam še kavica pa mora biti, sem videl, da sem nekaj pozabil. Takole se pa spravljam zdaj spat v svoji nebeški
viseči mreži. Evo, le kako je lepo osvetljen. Lightning, ozuni lučke. Lučke so narejene tako, da jih lahko dimaš. In sicer, lej, držiš in lučke se zmanjšajo. Pa to je noro. Držiš, pa se spet pojačajo. Pa to je zgodba, a ni? V glavnem, lej, naštimal sem tako radio špila. Lučke so naštimane, v glavnem štrom imam tukaj, še se pravi pumpa za filat, pa v bistvu še telefon bo dele za nafilat, tako da lahko noč se vidimo jutri na temole vzhodu, pa da vidim, ko bom kaj polomil dele, ko bom tukaj zaspal. To je noro. Lahko noč. Dobro jutro. Evo, direkt iz višteče mreže. In sicer super sem spal, ampak sem neprespan, ker so pa toliko nažigali ene muske tamle čez, je bil en koncert in so ga prbijali do 1-2 zjutraj. Od 4 naprej se je pa ena koza prišla dret tamle. 2 ure v eno. 2 ure v eno. En mladič koze, po moje se je izgubil, pa nekaj. Noro, v glavnem noro. V glavnem zdaj pa tako. Lej, Jet. Jet je še tukaj, a vidiš? Jet je še tamle privezan lepo. Moj pogled iz sobe pa zgleda tako. V glavnem prva noč fenomenalna. Priznam, tukaj že ne pol ure kar malo poležavam, mi prav paše, razumeš, zjutraj zdaj je že kar malo sveže. Jaz sem si dobro naštimal kovtar, od spodje je tale izolirana, isolated pad se mu reče, tako da je špica, zdaj pa počasi ostati pa na jutranjo kavico. Evo družba, kavica se kuha, sončni vzhod je sicer nekaj v teku, ampak je v bistvu nekaj se oblačen dela, ampak še vseeno bo toplo. Oziroma tamle mi ga borovci zakrivajo, slabo sem se to naštimal, iskreno slabo. Evo, zdaj pa še par besed o sami mreži. Narejena je tako, da res lepo ležiš ravno, ni tako kot banana, kot ostale mreže, ker sem že sicer probal takole spati, ker sem iz 4-kolesnikom šel potovati. In jaz mislim, da je ta mreža res toliko hudo primerna za vse te popotnike, ki bi radi potovali lahkotno. Ne rabiš prav enih velikih stvari, greš v akcijo, narediš si svoj kemp, tako, prav na hiter. Lahko imaš tako, v bistvu še to, imaš narejen tako, da je kot viseča mreža, ali pa daš na tla in si s kakšnimi pohodniškimi palcami si lahko narediš tak bivak. Tako da to bom pa predstavil naslednjič, ko imam iti namen po otokih kampirati, oziroma na naslednji dogodivščini bomo nekaj poruntali. V glavnem, mreža je res zelo do vsakega detajla je toliko prefinjeno narejena, do lučk. Te pumpice v 30 sekundah ti napihne noter tole mrežo, oziroma mrežo, tale pad, da lahko ležiš podlogo. V glavnem, jaz sem itak vzel polno opremo, da te res ne preseneti nič. Tako da pripravljeni za nove dogodivščine, linkam v description tale
se pravi Heaven tente, ki so jih izdelali na Kickstarterju, so naredili projekt hud. V glavnem, pa še kavica je zorila, gledajte to. Vre. V glavnem, kavica je ready, jaz pa tudi lepo popijem. Se vidimo družba na novih podvigih. Ajde, čau.